Z nami sta zdaj politična analitika Igor Lukšič in Peter Gregorčič. Dobro večer obema. Gospod Gregorčič, najprej, kaj po vašem mnenju kaže poskus diskreditacije pravnika Rajka Pirnata strani kabineta predsednika vlade Roberta Goloba? Kaže najnižjo politično kulturo, ki smo jo kadarkoli videli v zgodovini samostojne Slovenije. Menim, da je to povsem nesprejemljivo in to je po mojem mnenju celo dodaten razlog za odstop ne samo predsednika vlade, ampak tudi za odstop poslanca Žavbija, ker kar je včeraj storil v vaši oddaji z napadom na vas osebno in na strokovnjaka, ki je povedal zelo korektno svoje mnenje, je nesprejemljivo in menim, da bi bilo za vsakega politika z integriteto edina možna pot, da bi se do dejanj poslanca Žavbija distanciral in ga pozval k odstopu. Torej pričakujem, da bodo vsi poslanci Državnega zbora, predvsem pa poslanci koalicije, tako Levice, SD-ja, kot tudi Gibanja Svobode, pozvali poslanca Žavbija, da se za svoje obnašanje najprej opraviči in na to sprejme posledice, ki so sprejme jih pa lahko samo tako, da tudi odstopi kot poslanec. Gospod Lukšič, kako vi vidite ta poskus diskreditacije gospoda Pirnata iz kabineta predsednika vlade, ki neuradno plasira informacijo, češ se ga je zdravniška zbornica plačala za pravno mnenje in zato govori, da mora predsednik vlade odstopiti? V zgodovini slovenskih vlad se je to kar dogajalo, ne zelo pogosto. Torej ni to edini primer, da ko se dobi na čistini predsednika vlade ali koga od ministrov, da takrat se napada tiste, ki to razgaljajo. To seveda je nekorektno, ampak od oblastnih organov na nek način, mi, ki smo dlje časa pri življenju, vemo, da se to pogosto dogaja oziroma pričakovano. Povejte mi, gospod Gregorčič, na kaj pa kaže dejstvo po vašem mnenju, da se je gospod predsednik vlade Robert Golob zavil v molk, da glede na to afero komunicira samo preko urada kabineta predsednika vlade in preko podpredsednika in poslancev Gibanja Svobode? Kaže na dvoje. Najprej kaže na to, da predsednik vlade nima nikakršnega spoštovanja do državljank in državljanov, katerim bi kot najvišji funkcionar v državi moral služiti. Kot drugo pa kaže, da za to nima nikakršnih argumentov. Namreč tukaj gre očitno, kot je lepo pojasnil profesor Pirnat, za nedovoljeno sprejemanje daril. Naj morda poslancu Žavbiju, ki je rekel, da je 3-krat pogledal vaš prispevek in še vedno ne razume, kaj je bilo tukaj narobe, morda še sam bolj plastično pojasnim. Trdi namreč, da je ta primer neprimerljiv z tistimi v preteklosti, ko so odstopali ministri zaradi tega, ker ni šlo za turistično kapaciteto, ki bi jo lahko plačal in vas, novinarje, celo obtožil, da predsednika vlade silite v sivo ekonomijo, kar je v resnici smešno. Naj pojasnim se tem primerom. Glejte, vi ste v nedeljski oddaji nekako izračunali, da bi bilo eno letovanje nekje med 2 in 2500 evri, 3 letovanja torej so darilo v vrednosti nekje med 6 do 8 tisoč evrov. Predstavljate si, da bi nekdo zaradi tega, ker je Robert Golob, predsednik vlade, mu podaril v pričakovanju neke druge ugodnosti, neko uro, ki je vredna od 6 do 8 tisoč evrov in poslanec Žavbi bi v tem primeru rekel, da mu te ure ni mogel plačati, ker ta prijatelj ali znanec, Golob pravi o znancu, ni imel registrirane dejavnosti za prodajo ur. To je seveda smešno, funkcionar lahko vedno darilo zavrne in s tem zavaruje svojo integriteto in to je natanko tisto, kar bi tudi sam pričakoval od vseh funkcionarjev v tej državi, da teh daril ne sprejemajo. Naj pojasnim samo še eno zadevo. Se pravi, poslanec Žavbi je tudi relativiziral to darilo, češ, da je dobil Subotič zgolj 70 evrov senine. Ne gre za senino, gre za pridobitev vpliva v splošni bolnišnici, celo če tega ne bi dobil, gre za videz konflikta interesov, namreč, gledajte, če vi naredite uslugo predsedniku vlade, ste z njim v tesnem odnosu, lahko nekako lobirate za spremembe neke zakonodaje, za neke rešitve, lahko mu neke zadeve suflirate in s tem seveda vplivate na politični proces in lahko gre za nedovoljeno vplivanje. Skratka, te stvari so izjemno jasne in ne razumem Roberta Goloba, da se ne želi oglasiti, ker v resnici nima česa povedati. Pogrešam pa odzive prve linije politikov, namreč pogrešam, da se nihče od predsednikov političnih strank koalicije ni odzval. V boj so poslali zgolj tretjo linijo politikov, pri čemer bi tukaj zelo pohvalil poslanca Gorška,
ki je zelo dobro nastopil včeraj v vaši oddaji in izgleda, kot da predstavlja tisto čisto linijo socialnih demokratov, ki si upa govoriti. Pogrešam pa vsekakor besede predsednika Hana in tudi koordinatorke Aste Vrečko. Mislite, gospod Lukšič, da bi se morali predsedniki strank izjasniti o tej zadevi? Ne? Gre vendarle za predsednika vlade, za očitke o nedopustnem prejemanju daril. Ne? In kako gledate na to, ne, da je podpredsednik SD-ja, gospod Goršek, javno izpostavil, ne, da so obljubili pred začetkom predvolilne kampanje, da bo ta vlada drugačna, da bojo drugače prevzemali odgovornost kot v Janševi vladi. Lahko ta afera načne koalicijo? Bomo videli, ampak gledajte, ta obramba, ki so jo oni ubrali, se pravi, da je to bil znanec oziroma prijatelj celo, prijateljstvo pravno formalno je težko dokazati. Ne? Zdaj, edini, ki bi lahko dokazal, je to predsednik vlade, ki bi pokazal recimo nek fotografski material s tem, kako s tem gospodom Subotićem že dlje časa prijateljujeta in da to ni vezano samo na mandat te vlade, da sta ona dva prijatelja ratala samo zaradi funkcij, ki jih je Subotić dobil ali pa jih je mogoče še hotel dobiti. Po javnost bodo zdaj znanih podatkih, ne samo da vstopim, naj bi se spoznala pred Subotićem in Robert Golob pred ustanovitvijo, pred parlamentarnimi volitvami nekaj mesecev prej in potem je Subotić tudi vstopil v Gibanje Svoboda. No, ampak v vsakem primeru se pravi, ta argument je treba zdaj na njem graditi, če hoče biti prepričljivi. Drugače bo tako, kot trdi gospod Gregorčič in kot je rekel gospod Pirnat, se pravi, pri zdravi pameti noben ne bo verjel, da za to gre. Zdaj naj zberajo material in dokler se tega materiala ne zbere, potem je verjetno težko zdaj in preuranjeno predsedniku stranke koalicijske ali pa to, kar kolega Gregorič zahteva, da bi moral se takoj javiti. Seveda, če bi bila zadeva res tako čista, da bi šlo za formalni odnos, to, kar poslanec Svobode govori, da ne razume nič. Če se ti postaviš na pozicijo, da sta ona dva prijatelja, potem je seveda to nerazumljivo. Ampak se vemo. Samo ena stvar, ta argument ni dovolj. Treba je dokazati skladno zakonom, da ni dobil darila zaradi tega, ker je predsednik vlade. Ampak ta zadeva je v resnici že posredno dokazana. Namreč zakaj? Ko je njegova partnerica zaprosila, da bi bivala v tej isti vili, je dobila negativen odgovor. Z tega lahko sklepamo, da v resnici ne gre za prijateljstvo med Subotićem in Robertom Golobom, ampak gre za prijateljstvo med Subotićem in predsednikom vlade kot funkcionarjem. In tukaj je ta zadeva izjemno čista. In dejal bi še nekaj drugega. Do odstopa bo prišlo samo v primeru, če boste mediji ustrajali. Spomnimo se invalidskega podjetja v Škofji Loki, prepričan sem, če te teme ne bi dneva za dnem ponavljali in čeprav Boštjančič ni prišel v vaš studio nikoli, ni izbral tega poguma, se je zadeva rešila. In če boste to temo imeli stalno na tapeti, predsednik vlade nekega dne bo moral spregovoriti. Ta pritisk bo postal neznosen. Vkolikor bo pa uspelo predsedniku vlade preko svoje mašinerije medije utišati, potem bo odnesel brez posledic in potem bomo doživeli erozijo, o kateri je zelo dobro povedal profesor Pirnat. Naj povem, da ta nevarnost obstaja. Namreč Žavbi je v svojem nastopu povsem nedopustno vam očital, da ste vi v resnici edini medij, ki o tem še poročate in vam je želel sugerirati podobno, kot je storil tudi Robert Golob, ko ga je novinarka lovila po dvoranah, vladnih dvoranah, da se ukvarjate raje z drugimi stvarmi, ki so mnogo pomembnejše. Mislim, da je to nedopustno, te stvari je potrebno razčistiti, temu je potrebno priti do dna. Robert Golob bo moral priti v vaš studio in to pojasniti. Na koncu, če se bo izkazalo, da je šlo za nedovoljeno darilo, kar menim, da je šlo, bo moral tudi sprejeti svojo odgovornost in odstopiti. Druge rešitve tukaj ne vidim. Kaj pa vi? Kakšen bo razplet po vašem mnenju? Bo prišlo do tega odstopa, mislite, ali ne? Jaz mislim, pogledajte, če gremo nazaj, to vrstni odstopi, komisijo. To, kar je bilo vezano na Pivčevo, se mi zdi, da to ni tega ranga delikt, da bi morala ministrica takrat odstopiti. Ona je odstopila zaradi tega, ker je šlo za gonjo, kako se suti Janševo vlado oziroma kako Desus izpraviti iz koalicije ven. Zdaj ocenjujem politično situacijo. Ne grem še na moralne zgodbe. Pravno formalno je bilo jasno, ni plačala, morali bi plačati. Gre za načela. Ja, gre za načela in to je moralna zgodba, ki se jo da potem popraviti tudi tako, recimo, da se plača naknadno, da se opraviči in tako naprej. Ampak politični del zgodbe je povezan na to, koliko je stabilna situacija.
Pri Pivčevi je šlo za to, da so jo odnesli. Ne, politična situacija enostavno je bila postavljena tako, da je morala iti. Ona bi drugače fizično ne preživela. Pri Golobu pa ne verjamem, da bo šlo za to, ne glede na to, da, kar kolega govori, da če bi mediji stopnjevali, ker je njegova politična situacija tako zelo trdna. Njegova politična situacija je tako zelo trdna, da dvomim, da ga lahko mediji prisilijo k odstopu. Ima 39 poslancev, potrebuje jih 46. V resnici, če bi koalicijski partnerici dali kaj na integriteto, bi tukaj tudi sami stopili na stran integritete in zahtevali od predsednika vlade, da potegne konsekvence. To je še posebej pomembno, ne zgolj zaradi dejanja samega, ampak tudi zaradi njegovega odziva. Zaradi odziva njegovega poslanca Žavbija, ki je nesprejemljiv. In menim, da dokler politiki v tej državi ne bodo dali tudi v svojih vrstah jasnih sporočil, katera dejanja so nesprejemljiva in ta dejanja ne bodo sankcionirana, ta država nikdar ne bo zmogla razviti svojega demokratičnega potencijala. V to sem trdno. Problem Golobovih potez je bil veliko večji, ne pri tem, da je recimo po sedežu NATO razglašal, da bomo takoj Patrie kupili, ne da bi se pogovarjal s koalicijskimi partnerji. In če takrat niso znoreli, pri taki mehni stvari za koalicijo je verjetno zadeva res nepomembna. Najlepša hvala obema, da ste bila naša gosta. Hvala lepa.